posebno doživetje tekmovati na polnem polju. Vedno samo poslušam, da je to zelo posebno, nikoli pa ne vem zakaj. Lahko na kratko odgovorite zakaj? Ja, to je verjetno kakor kitzbühel v alpskem smučanju, tako da je pač eno posebno mesto, tudi če bi tekme v Ljubljani, bi tudi bilo nekaj posebnega, ampak za eno Dobra ideja. Tule bi bil stadion, odlično. To je bolj za župana sporočilo. Ja, župan posluša. Jakov, vem, da navijate za vse slovenske športnike, tudi zato sem ponosna na vas. Slikali ste se s tekaškimi smučmi, kot poskačate kot Peter Prevc, in me zanima, kakšen je vaš osebni rekord, pa če lahko malo pokažete ta svoj odskok. Ja, če bi tam skočil z unga kupa, verjetno me ne bi bilo na svetovnem prvenstvu, ampak saj za trenutek je lepo si zamisliti oziroma posanjati, da si Peter Prevc, ki je tudi meni vzor in primer enega uspešnega športnika in enega res posebnega človeka. Ne boste povedali, kakšen je vaš osebni rekord? Sem zelo slab v skokih, moram povedati. Ste pa priznali. Jako še to, ker ste zelo dejavni na družabnih omrežjih, skupaj poveva še hashtag tega dogodka, to pa je Slovski tim. Če nas boste fotografirali in objavljali na družabnih omrežjih, prosim, uporabljajte ta hashtag. Lahko tudi hashtag Val202. Tudi velja, hvala Jakov. Pa, če boste res fotografirali, Anjo fotografirali. Jakov, preden te spustim z odra, pa samo še tole. V letošnji sezoni, nažalost, nisi poskrbel za to, da bi uradni napovedovalec na tekmah lahko rekel tisto, kar mnogo Slovencev reče, kadar ne govori o športu, torej fuck Slovenija! Obljubite, da boste poskrbeli za to naslednjo sezono? Upam naslednjo in še mnoge potem. Bravo! Hvala lepa. Ker pa seveda moramo najti še par biatlonski. Taja Gregorin! Taja, naša sezona ni bila ravno, da bi zdaj obujala vse te spomine, ne bom odpiral teh ranic, verjetno kakšna vseeno ostaja, pa me zanima nekaj drugega. Kaj ste pa odnesli v te sezone, kaj te pravijo, da se človek več nauči iz grenkih izkušenj, kot pa iz tistih najbolj veselih? Ja, res je, ta sezona ni bila po mojem okusu, ampak jaz bom poskušala te napake, ki smo jih naredili, odpraviti, tako da bom naslednjo sezono še močnejša in boljša. In ko pogledate verjetno tole množico tule, potem pa človek niti ne, da bi začel razmišljati, niti ne more pomisliti, da bi pomislil, da bi recimo končal kariero. Ne more, ne? Ja, zelo težko, res je fenomenalno vzdušje, tako da zaenkrat še ne razmišljam, da bi vrgla puško v koruzo, tako da... Sploh ne nabito. Ja, res je. Taja Gregorin, in preden mi rečemo hvala lepa in jo postavimo alpske smučarje in smučarke, samo še tole, ponavljajo se že kot papige, ampak vseeno. Kako ste pa vi držali vesti za Petra Prevca? Verjetno vam ni bilo težko potem zvečer v sobi pogledati kakšne novice, če slučajno ta novica še ni prišla do vas, ne? Ja, jaz lahko samo rečem kapo dol Petru Prevcu, ker je res naredil fenomenalno sezono. Drugač pa takrat, ko je on tekmoval, sem bila tudi jaz na tekmovališču, ampak sem si potem pogledala posnetke. Taja Gregorin!